Še vedno brez strehe nad glavo. Podpisi romali na ministrstvo. Le začetek obnove Župančičeve hiše. Dober večer. 70 stanovalcev Levjega dvorca v Trebnjem, ki jih je v noči na 5. oktober prebudil požar, je še vedno brez strehe nad glavo. Da bi jim pomagali, bo v petek ob 7. zvečer v športni dvorani Trebnje dobrodelni koncert. Seznam nastopajočih je dolg, na njem pa so tudi Denis Avdić, Nuša Derenda in ansambel Pogum. Življenje stanovalcev Levjega dvorca se je povsem obrnilo na glavo. Mi smo tukaj 3 leta, imamo otročka 9 mesecev starega. Tukaj smo si ustvarili nekak dom, tukaj imamo namen ostati tudi za naprej, in seveda to je en velik šok. Mi zdaj živimo pri mojih starših, tako da vozimo vsak dan v Trebnje iz ene vasi v bližini v vrtec, jaz grem nazaj v Ivančno Gorico v službo. Jaz sem se že navadila, ampak za njega je pa to pač, mi vsak večer obnovi zgodbico o požaru. S tem, ker smo pa mi od spodaj, je pa ta stvar, da vsi vodi, pa vse kanalizacija, odtoki, gre pa vse preko nas. Tako da nam bojo vse razkopali od kopalnice do kuhinje. V kompleksu še vedno ni elektrike niti plina, zato so stanovalci, še posebej tisti z manj ali nepoškodovanimi stanovanji, že nekoliko nestrpni. Nekako smo pričakovali, da bomo se vendarle hitro vrnili, zdaj pa že ta tretjič hodimo po garderobo, v bistvu smo že pri zimski garderobi, tako da stvari kar nekaj časa trajajo. V Zarji kot upravljavcu stanovanj pravijo, da obnova poteka po zastavljenem načrtu. Elektroinštalacije so se začele inštalirati oziroma popravljati v četrtek in petek, prejšnji teden. Inštalacije, kanalizacija in pa vodovod, sicer vodovoda manj, ker najbrž da ni poškodovanega, se začnejo izvajati danes. Interina bo pregledala ta teden cevovode oziroma plinovode. Odmika pa se projekt sanacije nosilnih konstrukcij, saj so si v Zavodu za raziskavo materialov in konstrukcij vzeli 1 mesec za izdelavo projekta, dodaja Kambič. Sama vselitev stanovanj, ki so manj poškodovana oziroma niso poškodovana, bo zagotovo možna z 1.11., se pravi, ko bojo te inštalacije, ki sem jih prej omenil, sanirane. Na vselitev 6 najbolj poškodovanih stanovanj pa bodo morali stanovalci še počakati. Delegacija občine Krško na čelu z županom Miranom Stankom je na Ministrstvo za zdravje odnesla nekaj manj kot 8.000 podpisov občanov na peticijo proti ukinitvi sedanje organiziranosti nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu. Spremembe v organiziranosti sistema urgence so nujne in ne bodo v škodo ljudi, so obljubili na ministrstvu. Ker se po Sloveniji gradi urgentne centre, brežiški pa je že pripravljeno odprtje, se obeta tudi poenotenje delovanja nujne medicinske pomoči. Reševalno vozilo z zdravnikom, diplomiranim zdravstvenikom in reševalcem bo na voljo v trenutku, ko bo klican, ko bojo prijeli klic za kakršnokoli nesrečo, poškodbo ali življenjsko ogrožajoče stanje. Kar pomeni, da v tem trenutku zdravniki v redni ambulanti, ki so morali sedaj zapustiti svoje mesto, tega več ne bo. Pacienti, ki niso življenjsko ogroženi, pa po noči ne bodo imeli dostopa do dežurne službe v zdravstvenem domu, ampak bodo morali v urgentni center Brežice, napoveduje Petričeva. V Krškem niso proti spremembam, vendar morajo biti vanje kot občina vključeni, je dejal župan. Obljubljeno nam je, da naj bi to zadevo popravili, da bi bila komunikacija v bodoče boljša in da bi bili takoče seznanjeni s temi problemi in da imamo tudi možnost dati sami pripombe na to organizacijo. Naš glavni cilj je, da se zdravstvena oskrba v sistemu nujne medicinske pomoči naših občanov ne poslabša, da se ne spremeni na slabše. Za pomanjkanje komunikacije z občino je Petričeva okrivila dejstvo, da je bil resor 9 mesecev brez ministra. Kdaj naj bi začel veljati novi sistem urgentne službe, pa še niso napovedali. Občina Črnomelj si je vrsto let prizadevala zagotoviti denar za prepotrebno obnovo spominske hiše Otona Župančiča v Vinici, ki je kulturni spomenik. Vendar so bili na več razpisih neuspešni. Tokrat pa jim je uspelo.
Pridobili so potrebna sredstva za celovito obnovo hiše, ki obsega ureditev kleti in pritličja, saniranje vlage, obnovo fasade in ogrevanja ter ureditev okolice. Naložba je vredna slabih 335 000 evrov. Županja Mojca Čema Stjepanovič pa je danes podpisala pogodbo, s katero se je družba C-Invest Trebnje obvezala, da bo do konca aprila prihodnje leto končala z gradbenimi deli. Res je malo žalostno, ko človek zapelje mimo te hiše, posebno če je sosed, kot sem jaz, naprimer, in gleda tisto razpadanje tistih zidov, tisto vlago. Pravi, da se je s tem že enkrat začelo in komaj čakamo, da dobi neko novo podobo. Obnova pa ne vključuje le nove podobe stavbe, pač pa tudi novo postavitev Župančičeve spominske zbirke. Zdajšnja razstava, sicer dvakrat malo obnovljena, ampak res malo, je bila na ogled skoraj 40 let. To pa je čas, v katerem je sleherna razstava potrebna posodobitve, pravi Brancelj Bednarškova. Mi bi želeli s to razstavo pokazati in dokazati, da se da tudi neko spominsko zbirko narediti privlačno za vse, od najmlajših do najstarejših, od domačinov do tujcev. Celoten projekt obnove, vreden 680 000 evrov, mora biti končan do oktobra prihodnje leto. Želimo si in upamo, da bodo vsi šolarji, prvo seveda belokranjski in tudi slovenski, obiskali to hišo, imeli kaj videti, se naučiti. Pričakujejo pa tudi, da bo spominska hiša Otona Župančiča našla svoje mesto v belokranjski turistični ponudbi, dodaja županja. 17. septembra je bilo objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca zimske službe v občini Šentjernej. Po naših informacijah naj bi včeraj odprli prispele ponudbe, a smo iz javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej dobili odgovor, da je rok za oddajo ponudb podaljšan do 12. novembra. Občinska svetnika Albert Pavlič in Dare Homan sta ob včerajšnji nameri EDŠ-ja opozorila, da o načinu opravljanja te službe in predvidenih proračunskih postavkah niso bili seznanjeni niti novo izvoljena občinski svet in župan, niti stari občinski svet. Novi župan Radko Luzar, ki prihodnji teden prevzema funkcijo, pravi, da bodo obvestili zainteresirane občane, da oddajo svojo ponudbo, morda tudi s spremenjenimi pogoji, najoptimalnejšega ponudnika pa naj bi izbrala posebna komisija. V sezoni 2013-2014 so sicer na podlagi enoletne pogodbe zimsko službo izvajali podjetje CGP iz Novega mesta ter samostojna podjetnika Alojz Globevnik z Gorenje Gomile in Silvester Bratkovič z Mihovega. Ob pripravi letošnjega javnega naročila pa so se v EDŠ-ju odločili, da bodo izvajalca izbrali za 2 leti. Kot pravi direktorica Majda Kavšek zato, ker zakonodaja dopušča možnost sklenitve večletnih pogodb, pa tudi zaradi racionalizacije delovnega procesa ter zmanjšanja stroškov izvedbe postopka oddaje javnega naročila. Brežiški oktober je mesec praznovan ob občinskem prazniku, ki ga slavijo v spomin na ustanovitev Brežiške čete na današnji dan leta 1941. Na predvečer pa na slavnostni seji občinskega sveta podelijo najvišja priznanja zaslužnim občanom. Oktobrske nagrade so letos prejeli Branka Strgar, Anton Jesenko in Ferdo Pinterič. Naziv častnega občana pa so podelili 80-letnemu Stanislavu Ilcu, gospodarstveniku in politiku. Bil je nosilec pomembnih funkcij na lokalnem in državnem nivoju, za kar je že prejel priznanja. Imenovanje za častnega občana pa je krona vsega, je s ponosom priznal Ilc. V teh dnevih sem se rad spominjal tistih dogodkov, ki si jih preživel v občini dobrih 40 let. No in številnih objektov, vsega se človek rad spominja, kar je dobro. Bilo je pa tudi težko, mislim, da je za vsem dobro. Podelili so še 3 priznanja, in sicer Fakulteti za turizem, podjetju TA Regulator in prostovoljnemu gasilskemu društvu Veliki Obrež. Plesna skupina Celestina pa je prejela plaketo občine. Izjemnim dosežkom občanov se pridružujejo tudi dobri rezultati občine, je dejal župan. Letošnje leto je bilo zelo močno investicijsko, okoli 16 milijonov in pa 7 milijonov evropskih sredstev. Veseli me, da nam je uspelo v Slovenski vasi, kjer smo dobili od ministrstva tudi objekte, dobiti najemnika, gospodarsko družbo.
Prav tako nam je uspelo v letošnjem letu tudi za mlade družine poskrbeti za stanovanja in pa sprejeti občinski prostorski načrt. Na občinskem praznovanju je bila tudi delegacija iz pobratenega češkega mesta Dobžani. Z vsemi nujnimi formalnimi postopki so na ustanovni seji opravili svetniki občine Šmarješke Toplice. Nova sestava občinskega sveta je skoraj povsem nestrankarskega značaja. Med 11 člani je bil namreč le svetnik Jože Vidic izvoljen na listi Nove Slovenije. Poleg Aleksandra Duriča, najstarejšega svetnika, ki je do potrditve mandata županji vodil ustanovno sejo, so v njem le 3 svetniki iz prejšnjega mandata. Ja, jaz si obetam veliko dobrega, to so mladi, izobraženi ljudje, tako da si obetam veliko novih predlogov, novih idej in novih projektov, ki jih bomo skupaj uresničili. V občinskem svetu je le ena ženska, po 8 letih so predstavnika občinski svet prvič izvolili tudi v Vašci Žaloviče. Večina se bo tako z nalogami občinskega svetnika spoznala prvič, pozornost pa nameravajo posvečati različnim področjem. Jaz pa sem po poklicu gradbinka, tukaj bolj tem razvoju občine, da se bo več gradilo, pač da se bo razvijala občina še bolj, ko se ne. Čas je že bil, da tudi v Žalovičah dobimo svojega predstavnika, da lahko izrazimo na ta način svoje mnenje. Sicer je bilo že na ustanovni seji strani novega svetnika Marka Škode iz Vinice slišati poziv o nesmiselnosti delitve na koalicijske in opozicijske svetnike, čemur naj bi botroval predvsem sestanek starih svetnikov in županje pred konstitutivno sejo. Temu mnenju se pridružujejo tudi ostali svetniki. Da se delimo v tako majhnem kraju, se mi zdi velik nesmisel, ker če smo združeni, naredimo lahko veliko. Jaz sem zelo vesela, da je do te pobude prišlo ob samem zaključku seje in v tej smeri bom tudi delovala. Županja sicer ocenjuje, da bo njen 3. mandat, predvsem zaradi prazne državne malhe, precej težaven. Pri spomeniku in grobnici padlih borcev NOB in aktivistov OF na Cviblju v Žužemberku so se tudi letos spomnili na več kot 2000 žrtev 2. svetovne vojne, ki so umrle na območju Suhe krajine. Slavnostni govorec je bil predsednik državnega sveta Mitja Brevar, ki je med drugim poudaril pomembnost ohranjanja spomina na padle borce in izpostavil, da se tudi danes srečujemo z grožnjami domovini. Čeprav so te drugačne kot v času 2. svetovne vojne, niso nič manj nevarne. Moramo nekako v Sloveniji stopiti skupaj, da moramo nekako spoznati naše vrednote, da jih moramo spoštovati, da si moramo postaviti jasne cilje in jasne strategije, kako naprej. In samo z skupnimi močmi bomo dosegli te rezultate in te cilje, ki si jih želimo, kajti to smo Slovenci že dokazali. Spomenik na Cviblju je simbol poguma in boja svobodomiselnih ljudi, je zahvala vsem padlim, ki so žrtvovali svoja življenja za svobodo in se borili proti nacizmu in fašizmu. Je opomnik, da se kaj takega ne bi več ponovilo, pa je dejal žužemberški župan Franc Škufca. Verjamem, da je bilo zelo težko, zelo surovo, zelo borbeno in ne nazadnje predvsem pa težko za naše domačine, ki so seveda preživljali vojno v teh krajih z revščino. V programu so nastopili častna enota Slovenske vojske, mestna godba Novo mesto, pevka Nataša Loborec-Perovšek, recitatorji in moški pevski zbor Lopar s Primorske. V novomeškem Anton Podbevšek teatru so v minulih dneh prejeli 2 prestižni nagradi, Borštnikovo nagrado in nagrado Mednarodnega olimpijskega komiteja. Najnovejša je Borštnikova nagrada, ki jo je prejel Gašper Brezovar za vizualni prispevek v uprizoritvi Vzgoje stojka. Ja, meni osebno je priznanje gledališkega sveta za v tem primeru prispevek k tej predstavi. Drugače pa neka potrditev tega, da je ta način dela tudi sprejet. Le nekaj dni več pa je stara nagrada Mednarodnega olimpijskega komiteja za umetniške dosežke na temo olimpizma, ki jo je prejel ravnatelj Anton Podbevšek teatra Matjaž Berger, ki kaže: Zelo velika specifičnost povezave artikulacije športa znotraj sodobne umetnosti je ugledala nek javni zagled, uvid in tako naprej. Tako gledališče kot šport pa gradita na estetiki, pravi današnji slavnostni gost v Novem mestu Miro Cerar. Ne samo na videzu, ampak tudi notranjem duhu, na umu. In to povezovanje kulture in šport lahko
veliki meri dosežeta. Legenda slovenskega športa sicer prav danes praznuje 75 let. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer še naprej.